Nadangel Uriel, več je mogoče zate. Priložnosti so povsod okoli tebe, ne vidiš jih, ker išče samo to, kar tvoj misli, da je mogoče. Pozabiš pa, da ima tvoj pomanjkljivo predstavo tega, kar vse je mogoče zate. Tvoja duša ve, da obstaja veliko večja realnost zunaj tvojega vidnega polja in da je zate mogoče veliko več, kot verjame tvoj Zato umiri svoj s prehodom v gozd, s poslušanjem zvokom narave, z dihi. Ko boš umiril svoj se bo oglasila tvoja duša. In priložnosti se bodo pojavile povsod, okrog tebe. Zagrabi tisto, ki te najglasneje pokliče. Čutil jo boš v telesu. Ta je prava. Tako, en lep pozdrav za tem uvodom sporočila Nadangela Uriela. In vse resnično lepo pozdravim. Jaz že prav čutim, da imam tale predel odprt in se bom že kar povezala in čutim vročino v telesu. Tako da tudi tebe povabim, da se sprostiš, da se namestiš v povsem udoben položaj, na udoben prostor, da te nič ne moti in da prisluhneš sporočilom, ki bodo prenešena in jih začutiš v svojem telesu. Pa uživaj. Ob tebi sedaj smo boginja Kuan Yin, boginja zelena Tara in duhovni vodnik Uriel. Prinašamo ti sporočila, prinašamo ti jasnost. Vsej mehkobi, ljubezni sprejmi naša sporočila v svoje srce in jih začuti v svojem telesu. Globina, ki bo predana, jo boš potreboval še slišati, kajti z samim ne boš dojel bistva teh sporočil. Zato sliši znova in znova in vzemi si čas zanje in vzemi si čas zase. Ko te tako vidimo, zelo pogosto se odzivaš na neko situacijo iz tistega časa pred tem. Torej, še vedno te vidimo, da nisi zares prisoten vsak trenutek v sedanjem trenutku. Primer ti dajemo. Lansko leto te je nek del telesa morda bolel. In potem, ali pa morda 10 let nazaj, in potem skopiraš tisti rezultat v sedanjost. Takrat je veljalo, da tista bolečina pomeni v tebi to in to. In morda je šla sama od sebe, morda si jo na nek način šel razreševati. In potem ti
za svojim spominom svojega uma skopiraš, preneseš v današnji čas, v to energijo sedaj, narediš kopijo. Saj veš, da kopija ni nikoli tako dobra kot original, pa ne glede kaj je. Torej, ti greš prenesti, skopirati ali tisto situacijo ali tisto bolečino na ta trenutek sedaj. In kaj se zgodi? V tvojem telesu začne vladati še večji kaos. Kaj ti? Tvoja duša, tvoje telo se brani, da ga nehaj napadati, bozirati z neko informacijo, z načinom delovanja, ki je morda zate veljal pred 10 leti. Da nehaj delovati na takšen način in se ti telo lahko še bolj upre. In ti ponavadi še kar siliš in trdiš tisto, da je res, kar si živel pred 10 leti ali nek čas nazaj. Dobro sliši to jasnost, to sporočilo, da je potrebno, da deluješ iz sedanjega trenutka. In lahko je videti, da se ti ista oblika neke bolečine, kot da ponovi v nekem delu telesa, vendar ne gre za isto stvar. Ta trenutna situacija ti sporoča povsem nekaj drugega in potrebuješ se soočiti in prepoznati, kaj ti zares sporoča. Začuti sedaj svojim celim telesom to sporočilo. In to te vidimo, da počneš na vseh področjih. Na takšen način lahko deluješ tudi v odnosu do svojih financ. Na nek način si včasih deloval na določen način. In ko je pred tebe prišel nek znesek, si se zakrčil. In če kopiraš iz preteklosti, iz tvoje verzije preteklosti tebe v sedanji trenutek, potem reagiraš še vedno tako. In te vsakič, ko pride nek znesek, zakrči. Če bi pa bil prisoten v sedanjem trenutku, bi znal sprejeti s hvaležnostjo, s popolnim globokim mirom. In prav tako za vsako osebo, ki je v tvojem življenju, deluješ na podoben način. Se pravi, da deluješ tako, da reagiraš tako, kot si reagiral pred tem trenutkom. In ta trenutek je lahko ne 10 let nazaj, lahko je včeraj. Ti pa si danes v drugačni energiji, kot si bil včeraj. Ko bi vedel, koliko sprememb se je v tebi zgodilo tekom ene noči v tvojem telesu. Ti misliš, da ko vstaneš in se zbudiš, da si enak, pa nisi. Si povsem nova, drugačna osebnost. Torej, preoblačiš te obleke. Saj ti je povsem naravno, da nisi cel teden, mesec, leto v eni obleki.
naravno ti je v tem času, ki sedaj obstajaš, da zvečer greš pod tuš, odvržeš oblačila in drugo jutro oblečeš sveža oblačila in se počutiš dobro, ker oblečeš svežino. In prav tako ti, ko se ti zjutraj prebudiš, ti si tekom noči naredil v energiji spremembo. In kar te vidimo, da počneš, ali s svojim telesom, ki se pojavi bolečina v tvojem telesu, ali v kakršnikoli obliki odnosa za katerokoli dušo človekom, ali za tvojim denarjem, financami, drugimi situacijami v tvojem življenju. Ti počneš tako, kot da želiš nositi eno in isto oblečilo ves čas. In se ti ga ne ljubi zamenjati, ker imaš 1000 izgovorov, da je še v redu. In ti reagiraš v odnosih na tak način, da misliš, da je v redu, če deluješ na star način. Veš, koliko si se ti v tem času spremenil. Ne moreš nositi kopij ves čas v svojo sedanjost in ti se zasiči s temi kopijami. In potem se utapljaš v kopijah in ne veš, kaj z njimi. In si jih ne upaš odstraniti in uničiti in jih še kar imaš in jih še kar kopiraš. In misliš, da vse to potrebuješ. Pa kot vidiš, ne potrebuješ. Resnično ne potrebuješ. Ti v vsakem trenutku deluj iz sebe. Sedaj to, kar zdaj si. In če si včasih, ko si začutil neko bolečino, iskal rešitve, kako pomagati telesu, kaj je zdaj, si šel v to, da je nekaj narobe, kaj se je zgodilo. In si videl to težo, kaj je narobe, kako lahko se tega rešiš. Potem sedaj, ko se v telesu ti zgodi neka bolečina, vprašaj iz energije, telo, kaj pa ti zdaj potrebuješ? Kaj ti pa naj dam, da bo spremenil bolečino v dobro občutje? Tako lahko deluje sedaj iz te energije danes. Če pa ti nosiš kopije iz preteklosti, potem si niti ne daš možnosti, da bi telo vprašal, kaj si telo želi danes, ta hip. In mu ne daš niti možnosti. In prav tako, če do nekega človeka ti nosiš kopije iz preteklosti, kako je drug ravnal do tebe, kako si ti deloval in to samo kopiraš, si ne daš možnosti, da bi danes lahko polno živel odnos s samim seboj in drugim. In prav tako, če tiste kopije nosiš, kako si deloval z denarjem in si bil v krču in enkrat si jih imel veliko, drugič ti jih je zmanjkalo, ali pa si imel eno redno delovanje in si v rednem delovanju deloval in ti morda ni bilo potrebno skrbeti za kakršno obliko financ, potem pa se nekaj spremeni. In ti ob spremembi spet začneš nositi kopije iz preteklosti v sedanji trenutek.
in si ne daš možnosti, da bi si postavil drugačno obliko vprašanja, v drugačnem zavedanju. Torej, kakšno kreacijo lahko ustvarim s tem, kar jaz sem? S čem lahko največji doprinos in prispevek naredim zase in za druge in za svet? Tako se lahko postaviš vprašanje, ko si ti tukaj in sedaj v tem trenutku in ne nosiš nobenih kopij iz preteklosti. In če si sedaj nabral te kopije, jih odpusti in se zaveži temu, da jih nehaš nositi. In tudi sicer ti bo zelo pomagalo, da nehaš kakršnekoli knjige kopirati ali zapise. Ker vse je energija in vse je informacija. In če ti deluješ na takšen način, da v svoje življenje kopiraš neke informacije, neke zapise, ves čas kopiraš, ker morda imaš predstavo, da je to najugodnejše ali kakršnokoli predstavo imaš, potem vedi, da na enak način deluješ na vseh tvojih področjih življenja. Ali je to denar, ali so odnosi, ali je tvoje telo. Točno to, kar smo ti sedaj predajali, da nosiš kopije iz preteklosti. In ali se takrat odločiš, da vzameš original, ali pa te izbire sploh ne narediš. In resnično v svoje življenje se ne rabiš zasičevati z nobenimi kopijami. Ne tako materialnimi, da karkoli dupliraš in kopiraš, in ne tako, kot smo ti sedaj predali to delovanje tvojega življenja. Kako se odzivaš in kako zares deluješ. In ko boš opustil vsa ta kopiranja, boš opustil tudi potrebo po tem, da bi ti koga kopiral ali da bi drugi tebe kopiral. Ker ko boš opustil to potrebo kopiranja iz preteklosti, ne boš imel energije tako postavljene, da bi te drugi lahko kopiral, in te ne bo. In ostaješ ti original v tistem, kar si, in te nihče ne more kopirati, ker v resnici te tako in tako ne more. Vendar tudi, če bi želel kdo kaj povzemati na kakršenkoli način, tega ne bo zmogel. Ker ti sam ne boš težil k temu. Tukaj sedaj je moja zavest. Jaz, boginja Zelena Tara. Tukaj te jaz usmerjam k temu, da si daješ nova izkustva, ker nova izkustva te peljejo k temu, da ti nimaš ne časa, ne prostora vleci za sabo karkoli iz preteklosti. In zopet se vrnemo k kopijam. Če pogledaš neke zapise,
Kako je čudovita knjiga, ko jo primeš v roke. In vtip, in energija, in material. Kaj pa, ko primeš črno-bele kopije? Pa tudi, če so barvne kopije, ni več to. Torej, tvoja lepota žari iz originala tebe. In če ti ves čas po svojih mislih v svoji glavi se vrtiš za zgodbo, ki je že bila, potem tebi žar usahne. Ti si v žaru, ti si v žarenju, poln samega sebe, v lepoti, ko si ti tukaj sedaj, v sedanjem trenutku in živiš original samega sebe. Ko ti točno tako odreagiraš, kot si sedaj v tej energiji, v tem občutenju in v tem zavedanju, si original samega sebe. Podpiramo te, duhovni vodniki in tudi moja zavest, jaz Uriel, ki ti predajam jasnost, da ko odstraniš kopije iz svojega življenja, si narediš veliko več prostora za živetje v originalu. Za to pristnost samega sebe, tebe, to, kar ti si. In tudi, če je ponatis knjige, čisto prva knjiga ima moč v energiji. In lahko se potem ta moč razporedi energetsko na več teh knjig in na ponatise. Tudi ti lahko v svojih situacijah delovanja preusmeriš v več teh poti. In zares ne živiš samo eno pot, temveč si daješ veliko možnosti in veliko poti. Originalov, vendar različnosti in različnih poti. Kot v krogu smo preplet. Vibracija energije boginje Kuan-Yin, boginje zelene tare in duhovnega vodnika Uriela. Združeni v krog, v enost. In tako ti združi samega sebe v to enost, da vse čase in prostore združiš v enost. In še vedno si ti, vir in izvor vsega, vsake kreacije. Povabimo te k globokemu vdihu skozi nos in petim izdihom skozi usta. Da odpreš to zavedanje k temu, da živiš original samega sebe, ne glede na vse.
Pa gremo skupaj. Globok vdih skozi nos in 5 izdihov skozi usta. Ponoviš. V tvojem telesu se je naredilo več prostora. In te dihe stori vsakokrat, ko bi te že sama misel hotela odpeljati, grem po kopje. Grem po kopje v odnose, za telo, za denar, grem po te kopje. Ali pa tudi fizično, da greš po kopje, da si boš nekaj kopiral. Predno to izbereš oziroma bi šel v to izbiro, pojdi v to obliko dihanja in naredi 5 ponovitev. Torej globok vdih skozi nos in 5 globokih izdihov skozi usta. To te bo razširilo v sami energiji in dalo v to zavedanje, da preprosto ne boš več čutil, da bi to storil. In boš v zavedanju, jaz sem original, jaz sem originalna verzija sebe. In to si izbiram. In to živim. V ljubezni do sebe. Najlepša hvala, iskreno hvala. Jaz nimam kaj dodati na to vročino in na ta sporočila, ki meni so čarobno lepa. Tako lepa energija je. In hvala vam, da ste bili z menoj, da ste bili v vseh teh sporočilih. Ima kdo kakšno vprašanje, sicer mi lahko pišete tudi na info@mihelca.si, bom tudi v komentar pridala link, tako da v največje veselje. Resnično mi je bilo to, da sem lahko takole delila z vami to čudovito, čarobno izkušnjo, ki se ustvari za vse nas, da nas podpre in pojdimo z njo v življenje in jo resnično dajmo v prakso, v delovanje, ker duhovno vodstvo nam daje usmeritev in to jasnost s tem največjim namenom, da resnično to damo v življenje, v prakso. In potem se nam tako na božanski način življenje v dobro godi. Resnično nas podpre. Hvala vam, iskreno. In želim vam en čudovit, čaroben ponedeljkov dan. In vidimo, da lahko se imamo resnično zelo dobro in zelo lepo, ne glede kaj je zunaj. Tudi če pogledamo to mrzlo naravo sedaj in pa
toliko dežja in sivine, bi lahko kdo rekel, da je slabo. Lahko pa izberemo drugače in se imamo zelo fino lepo. Tako, vzdržujte visoko vibracijo, imejte se res čarobno in resnično na ta tekoča sporočila, ki smo jih prejeli, nimam sedaj jaz nič kaj za dodati. Tako da, hvala vam. Adijo!